Predstavljajte si, da ste zaročeni in vam nekega dne zaročenka pove, da je noseča. Ja, in kaj? Problem je v tem, da ni noseča z vami, ampak z nekom drugim. Groza, kaj? Je to mogoče? Z nekom drugim? Kaj naj storim? Obupan sem, ne vem, kaj naj storim. Ja, res je. Danes ne vemo, kaj storiti. Nekoč se je pa nekemu možu nekaj podobnega zgodilo, pa poglejmo, kaj je storil. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča. Bila pa je noseča od Svetega Duha. Tako pravi zgodba in pravi takole. Njen mož Jožef pa je bil pravičen mož in je ni želel osramotiti, zato jo je želel pravzaprav naskrivaj odsloviti. In ko je tako premišljeval, kaj naj stori, kako se naj obrne, se mu je po noči v spanju prikazal Gospodov angel, ki mu je rekel, veš kaj, Jožef, nikar ne odslovi Marije, ampak jo sprejmi, kajti to, kar je spočela, je od Svetega Duha in temu detetu, temu sinu, daj ime Jezus. On je tisti, ki bo svoje ljudstvo odrešil greha. In Jožef je, tako piše, storil, kakor mu je angel naročil. Jaz se sprašujem, odkot temu dragemu Jožefu ta modrost, ta pravičnost, odkot njemu ta razsodnost, to razločevanje, da se je znal pravilno odločiti v tistem trenutku. A res je bil res tako tenkočuten, je res tako dobro poznal Božji glas, da je v sanjah prepoznal Božjo voljo in Božji glas. Ja, verjetno. Če je temu tako, potem je moral Jožef res veliko premišljevati, veliko se družiti z Bogom na nek način. Ali kot bi rekel apostol Pavel, nikar se ne prilagajajte miselnosti tega sveta, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste vedeli, kaj je Bogu všeč, kaj je dobro, kaj je pravično in kaj je popolno. Kaj si želim? Želim si, da bi delal dobro. Želim si, da bi bil pravičen. Želim si, da bi bil Bogu všeč. Želim si, da bi živel eno izpolnjeno življenje. In seveda, če želim tako življenje živeti, potem me Jezus vsak dan znova in znova vabi, da z njim preživim nekaj časa. Tako kot sveti Jožef, da preberem Božjo besedo, da preberem misli, ki mi jih za danes Jezus namenja, da se pravzaprav izpovem na nek način, da mu povem, kaj me teži, kaj me skrbi, kakšni so moji načrti, kakšni so strahovi, ki jih imam, kaj se bo danes zgodilo, kako se moram v tej in podobni situaciji odločiti. To si želim. Želim si tudi biti dober mož, uresničevati tiste obljube, ki sem jih nekoč dal ženi, ko sem rekel, sprejmem tebe in ti obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Želim biti dober oče, želim biti dober državljan. Torej, če to želimo, dragi možje, vas vabim, da se vsak dan odločimo in gremo z Jezusom na kavo, na klepet, se z njim pogovorimo in poslušamo besede, ki nam jih želi povedati in jih tudi uresničimo.